Zdaj pa na obalo, morje v Portorožu ima trenutno 12 stopinj, ozračje je hladno, čez dan je pihala tudi burja, a to ni ustavilo več kot 300 pogumnežev, ki so prvi dan novega leta obeležili s tradicionalnim skokom v morje. Dogodek vsako leto privabi ne le zimske kopalce, ampak tudi ogromno gledalcev, ki toplo oblečeni spremljajo premražene kopalce z veliko smeha in dobre volje. 15-tič, tukaj pa prvič, tele dva moja vnuka. In kako vas je navdušil, prepričal v to? Ja, čim prej sem hotel to probati in to je to. Isto. In vam je žal? Ne. Kje? Drug let spet. Tokratni novoletni skok v vodo je bil jubilejen že 20. Prireditev pa je skozi leta postala nepogrešljiv del novoletnega dogajanja na obali. Jaka Vran. Ogrevanje, tek po pomolu in nato novoletni skok v morje je postal že prava tradicija, ne le kraja, ampak predvsem udeležencev, ki so to sprejeli že kot nekakšen ritual. Jaz sem že 10-tič, verjetno. Jaz pa 6-krat z Nemčije. A iz Nemčije ste prišli? Ja, 1000 km se vsako leto prepeljam domov, samo zaradi tega. Ker skok v hladno morje bojda poživi telo in duha po najdaljši noči v letu. Ni več hladno. Super, ja, res. Prav užitek je. 10-15 minut, to jaz hodim redno. Ja, jaz sem imel včeraj trening na Krku, tako da sem malo potreniral. Ampak moram reči, da je slovenski morje bolj mrzlo kot hrvaški. V zadnjih letih smo bili velikokrat priča nadpovprečnim temperaturam za ta čas, tako vode kot zraka. Letos pa je zima pokazala zobe. Zgleda zdaj le sonce, ampak piha hinavsko, malo je hladno, voda sicer je, tako kot so naši reševalci namerili tu 12,5-13 stopinj, ampak od zunaj ni sparine. Morda je tudi to koga nekoliko odvrnilo od podviga, oziroma je bil ta še za nekoliko bolj pogumne. Letos se jih je v morje zapodilo 327. Jaz sem ideja in jaz sem žrtev. Aha, zmrznjene ste pa obe. Zmrzene smo pa obe, oziroma niti največ tok. Odlično, prava voda, pravo plavanje, lep skok novo leto. Gremo dalje, celo leto bo lepo. Nekaterim en sam skok, ki na to predvideva še 50 metrov plavanja od pomola do pomola, seveda pod budnim očesom potapljačev in reševalcev, niti ni bil dovolj osvežilen, tako so se v morje odpravili še enkrat. Po kopanju pa obvezno v topla oblačila. Je pa potrebno se seveda čim prej spreobleči, dolge gate, mikico z dolgimi rokavi, kapo gor, potem se pa treba nastaviti soncu, da dobimo te potrebne vitamine, energijo in da začnemo lahko novo leto, tako kot se reče. Letošnji dogodek je bil jubilejni 20. Udeleženci, sploh tisti najbolj zvesti, pa so že voščili na svidenje ob 21. izvedbi. Vse staro smo vrgli v morje in zdaj gremo v novo leto.